Verjetno vsi spremljate trenutne predreferendumske aktivnosti vseh vpletenih in prijavljenih organizacij v kampanjo o malem delu. V Slovenski demokratski mladini, podmladku Slovenske demokratske stranke, smo se opredelili proti zakonu o malem delu. Slabosti in škodljive posledice malega dela vam bom naštel v nekaj naslednjih minutah. Še predtem pa bi seveda tudi rad predstavil neke alternativne rešitve, katere smo tudi predlagali v podmladku Slovenske demokratske stranke. Torej, predlagali smo, da bi se študentsko delo odpravilo z 26 letom starosti. Saj je dokazano, da ravno ti, ki so starejši od 26 let, ponavadi izkoriščajo fiktivne vpise in tako jemljajo te prve redne zaposlitve mladim diplomantom. Prav tako smo predlagali vladi, da se končno uvede enotna evidenca vpisa vseh slovenskih študentk in študentov, tako bomo prav tako preprečili fiktivne vpise na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji. Zakaj pa zakon o malem delu sploh slab? Malo delo ne prinaša novih delovnih mest. Po izkušnjah iz Nemčije je prišlo v redno zaposlitev le 10% malih delavcev. Prav tako, da se v Slovenski demokratski mladini čudimo obljubam ministra Svetlika, ministra za delo, družino in socialne zadeve, ki pravi, da zakon o malem delu prinaša 10.000 novih delovnih mest. To so zavrnili predstavniki gospodarstva, kot sta Gospodarska zbornica Slovenije, in tudi predstavniki vlade, kot Ministrstvo za javno upravo. Prav tako smo v Slovenski demokratski mladini razočarani na tem, da se status študentskega dela ureja hkrati z upokojenci in nezaposlenimi, tako da je malo delo prikrit instrument nesposobnosti ministra Svetlika ter sedanje vlade, ki ne najde prave rešitve za študente. Zakon tudi omejuje in je protiustaven. Protiustaven je v tem, oziroma vsaj v 2 členih, ki govorita o svobodi dela in enakosti pred zakonom. Prav tako maksimalni letni zaslužek malega delavca pade pod številko 6.535 evrov. Ta številka je letni prag revščine za enostarševsko gospodinjstvo v letu 2008. Maksimalni letni zaslužek tudi demotivira študente naravoslovno-tehniških fakultet, da bi razvijali napredne sisteme in mehanizme, ter jih zavarovali v obliki mehanizmov. Zakon mladim ne omogoča večje možnosti redne zaposlitve po upravljeni fakulteti, temveč jih pahne v isti koš, kot so upokojenci ter brezposelni. Le ti imajo več prostega časa in seveda tudi več izkušenj, tako da bodo študentje neprimerno manj konkurenčni v boju za prosta dela malega delavca. Malo delo pa tudi razvrednoti pomen izobrazbe oziroma pridobljene diplome. Prav tako smo razočarani na tem, da vlada Republike Slovenije ni dala pristojnosti posredovanja in upravljanja malega dela oziroma tudi študentskega dela na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Saj bi tako država dobila finančna sredstva in napolnila svojo precej prazno blagajno. Očitno je problem tudi v nesposobnosti, saj ima Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zaposlenih nekaj tisoč delavcev, ampak zanimiv podatek, ki govori, da je v letu 2008 sam zavod, ki tudi zdaj lahko posreduje študentsko delo, podal le 400 napotnic za opravljanje študentskega dela. Zakon o malem delu tudi draži delovni proces in manjša konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Nihče pa se tudi ne zaveda, da se z malim delom večja birokracija v naši državi in tudi draži državni aparat. Namestitev informacijskega sistema, ki bo vodil evidenco malih delavcev, bo stal 2 milijona evrov. Vsako letno vzdrževanje pa še vsaj 700.000 evrov. Verjamemo, da tudi sam ponudnik tukaj že izbran in da bo si napolnilo žep precej aktualnih politikov. Malo delo je tudi lep primer medgeneracijske diskriminacije. Ne to, da izgubimo študentje, izgubili bodo tudi upokojenci. Študentje in upokojenci smo trenutno najbolj občutljive starostne generacije, ampak zakon o malem delu prinaša koncesnine za upravljanje oziroma za študentske domove, ne prinaša pa jih za domove za upokojence. Prav tako bo mali delavec v pokojninsko blagajno prinesel le 9%, medtem ko zdaj prinese 24,5%.
Ob koncu bi radi poudarili le to, da so očitno zaposleni na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve dobili za domačo nalogo prepisati delni model nemškega malega dela. Sami pa vladi predlagamo, da do naslednje seje vlade skuša prepisati nemške protikrizne ukrepe. Zaenkrat je to z moje strani vse.